novomeškem zavodu Friderika Ireneja Barge je tamkajšnji pevski zbor Konzervatorija za glasbo Jurija Slatkonje pod mentorstvom Aleša Makovca predstavil svoj letni koncert z naslovom Zapojmo pesem iz srca. Nocojšnji koncert je prerez delovanja pevskega zbora Konzervatorija od januarja do danes, drugi cikel. V prvem ciklu smo izvedli novoletni koncert, sedaj pa imamo pomladni oziroma letni koncert konzervatorija, kjer se bo pretežno predstavil dekliški pevski zbor konzervatorija. Tudi tokrat so člani pevskega zbora predstavili bogat spored, znotraj katerega so poskrbeli za različne glasbene okuse. Na programu imamo nekaj starejše sakralne glasbe, pravzaprav razvoj od srednjega veka do danes. Nato imamo slovensko glasbo in v zadnjem delu duhovno glasbo različnih kultur. Tokratni koncert sicer niso izvedli v celoti sami. Sodelujemo z glasbeno šolo iz Sevnice, kjer bomo jutri ta koncert tudi ponovili. Do tega sodelovanja je prišlo tako, ker njihovi učenci pogosto nadaljujejo šolanje na našem konzervatoriju in je na nek način to sodelovanje že utečeno. Prepričan sem, da z muziciranjem naših gojencev dobiva cerkvena glasba v naši škofiji in občini podobno mesto, kot ga je imela evropska glasba v času velikih mojstrov, Palestrine, Galusa, Monteverdija, Bacha, Mozarta in drugih. Želimo si, da bi z občutljivim odnosom do najmlajših učencev v sodelovanju s starši, s kakovostnim poukom, z dovolj visokimi cilji, z rednim delovanjem vseh dejavnosti in z odprtostjo do novih umetniških pobud naše delo postalo tradicija, je povedal Makovac. Zbor seveda gostuje tudi v tujini, tokrat sicer ne, ampak lansko leto smo izvedli 4-krat Mozartov rekviem skupaj z orkestrom in smo ga izvajali tudi v Avstriji. Na konzervatoriju sicer poteka več izobraževalnih smeri, in sicer predšolsko glasbeno izobraževanje ali glasbene urice, osnovnošolsko glasbeno izobraževanje, smeri klavir, violina, petje, flavta in orgle ter srednješolsko glasbeno izobraževanje, znotraj katerega sta 2 modula umetniške gimnazije, glasbeni stavek in inštrument petje. Največ zanimanja je za inštrumente s tipkami, za orgle pa za srednješolski program, kjer učenci lahko pridobijo toliko znanj, da lahko nadaljujejo šolanje na Akademiji za glasbo. Že v bližnji prihodnosti pa se bo zbor predstavil tudi na drugih koncertih. Po nocojšnjem koncertu pevci zamenjajo program in izvedejo 17. junija še zaključni koncert, ki pa bo v stolni cerkvi svetega Nikolaja. Značilnost tega zaključnega koncerta pa je ta, da na njem dirigirajo že dijaki, ki so se naučili dirigirati na našem konzervatoriju.